Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v drugem delu televizijske oddaje Nostalgija. Naš gost je gospod Tomaž Domicel, cenjeni in priljubljeni glasbenik, kantavtor in priznana ikona slovenske zabavne glasbe. Gospod Tomaž Domicel, lep pozdrav v drugem delu naše oddaje. Ogromno se imava še za pogovoriti, pa bi želel, da z najnim pogovorom nadaljujeva. Poglejte, kot kantavtor ste ob koncu 60. let prejšnjega stoletja stopili na samostojno pot, pa ne le to. Note za nove skladbe in besedila ste ustvarjali zase, prav tako za druge pevce. Ja. Nastopali ste v studiih televizije Ljubljana, pogosto so vas vabili v studije televizije nekdanje Jugoslavije. Iz televizije Ljubljana se spomnim 2 odmevnih televizijskih oddaj, 5 notnih črt za popevko in oddaje Karavana zapravljivčkov, ki je navduševala slovensko televizijsko občinstvo. Pa me zanima, kako se spominjate vseh teh televizijskih snemanj in kakšni so bili odmevi po predvajanih oddajah? Na fakulteto so prišli po mene, češ da so izvedeli, da je tam neki dolgolasec z pisano srajčko, ki nekaj igra in poje. No in takrat je bil urednik na televiziji, dr. Urban Koder. In on je imel to oddajo čez 5 notnih črt za popevko. In ko sem prišel tja na pogovore, mi je sugeriral, da bi jaz takrat zapel eno pesem, ki je pel en francoski, tudi tak hippie, Antoine. In sicer je bil naslov skladbe Pietri. In on je to pesem v italijanščini pel na festivalu Sanremo in takrat se je to ogromno delalo, da so te italijanske uspešnice prevajali v slovenščino. In to včasih že kar čez noč, kot če je bil festival Sanremo v soboto, ponedeljek se je že v slovenščini snemal. To je bila pa še televizija in sem jaz takrat prišel že iz Anglije in sem rekel, no jaz pa tega Antoina ne bi pel, ker on je mu to Pietri, se pravi kamni, ne, in je bila vsebina taka, če pojem, mečejo vame kamne, zato, ko imam dolge lase, mečejo vame kamne, imam rožasto srajco, to je bil kar njegov protest. Sem rekel, ne, bom jaz kar eno drugo in sem bolj sforsiral, da sem zapel moj prevod skladbe Colors od Donovana. Donovan je bil takrat enako ali celo bolj popularen kot Dylan, ki je bil tudi bolj speven. In je imel recimo na nizu v življenju številne uspešnice, ki so jih potem tudi drugi na najrazlične načine predelovali. No, jaz sem pa takrat s prevodom prišel gor. In to je bila črno-bela oddaja, vodil je pa Mirko Bogataj, pokojni igralec. Potem je pa prišlo snemanje Karavane zapravljivček. Ni bilo to zapravljivčko, to se je pozneje začelo tako govoriti. To je bil zapravljivček, zato smo bili na tem vozu z konjsko vprego, ker so mu rekli zapravljivček. To je bil tak bolj nobel voz. No, tako. Režiser je bil Anton Marti, neverjeten. Urednik je bil pa Dušan Hren, ki se mu ponovno zahvaljujem, da je imel takrat pravo uho in oko in tudi na zadnje korajžo, da je mene vzel v to oddajo. Imel sem pa 2-3 posnetke, ker sem še nekatere posnetke tik pred zdajci ali pa celo v živo delal na mali prenosni študijski magnetofon imenovan Nagra. Ampak je bilo fajn, ker sem bil tam zraven, bili so pa že seveda, pa je bila Marjana Držaje, pa so bile Bele vrane, pa je bil Pero Dimitrijevič, pa Stane Mancini, pa Rafko Jergolič in tako naprej, skratka neka elita slovenske zabavne glasbe, jaz pa tam s kitaro zraven neki. Ampak je bilo zanimivo, ker sem imel tudi kar par dobrih skladb. Mislim, da je bilo 8 oddaj v prvi seriji, v drugi pa potem nisem bil, ker sem že kariero speljano in to se je snemal zelo hitro. Zelo hitro. Ja, še to moram povedati, kamero je pa imel takrat 16 mm filmsko črno-belo pa Matija Milčinski, sin od Ježka. In smo delali skupaj. Mikrofon, to pa smo delali. Marti se je najbolj nore finte spomnil in nekatere so se prijele, nekatere pa malo manj. Ena najbolj norih je bilo, ko je Pero Dimitrijevič jahal
Đurata Penzeša, takratnega basista Belih Vran, ga je jahal, Rafko Irgolič je pa pel Moj črni konj ne rabi uzde. Jaz sem skušal biti malo bolj resen, in sem bil že s to pojavo zanimiv. No, tako se je začela moja televizijska kariera, pravzaprav prej kot radijska. Prej kot radijska in prej kot seveda na ploščah in kasetah. Sem bil zelo zadovoljen. Je bilo to odmevno. Šli smo z avtobusom, pa dva avtomobila, poje bil še en kombi, in smo to se vozili. Jaz sem mu pa takrat že svojega fičata in sem včasih fotografiral in že na Stop, kjer sem tudi že delal na reviji Stop, nesel film in naredil kratko reportažo. Tako da je bilo naslednji teden že v Stopu objavljeno. In seveda so bili honorarji. In na televiziji, in tudi na Stopu. No. In tudi za fotografije so bili honorarji. Tako da je bilo kar prijetno. Tako sem jaz začel svoj pohod na medije. V show biznisu. Ja. Ob koncu 60-ih let ste nastopili tudi na nekaj odmevnih festivalih. Od Mladinske popevke v Ljubljani do festivala v Subotici in v Opatiji. Kaj nam lahko poveste o tem ustvarjalnem obdobju, ki je bil prežet z glasbo in prepevanjem? Ja, to je pa spet čisto na ključje bilo. In sicer me je Jure Rubežnik prosil, če bi jaz lahko spremljal Majdo Sepe pri eni šansonski skladbi na besedilo Branka Šemna Človek, ki ga ni. Če bi jaz lahko tam en svoj prepleten solo na 12 strun na začetku, pa vsred pa na koncu naredil. Mi je dal tam ene note, jaz sem to naredil. On je pa zvedel za mene tudi že preko te karavane za Pravljivček. In jaz sem takrat že snemal tudi pri Adamiču 2 filmski glasbi in še par takih zadev je bilo, da je videl, da sem pač tudi kot glasbenik. In sem šel leta 1969 na Opatijski festival in smo zmagali s to skladbo. Vem, da je šla mala plošča, na A strani je bila ta Človek, ki ga ni, pa Majda Sepe, na B strani je bila pa skladba od Ibrice Jusića, oziroma v izvedbi Ibrice Jusića, To su djeca. To su djeca, še zdaj znam. In tam so bili pa tudi producenti iz cele Jugoslavije. In so prišli k meni, so rekli, dečko, da li ti nešto sam sviraš? No, seveda, komponuješ, seveda. Pa bi ti prišel na festival kantavtorjev v Novi Sad, leta 70. In sem šel in je bilo dobro. Potem sem tam zvedel za festival Omladina v Subotici, sem poslal leta 71 skladbe, so me vzeli, sem dobil takoj nagrado v slovenščini. Medtem sem pa začel tudi pisati za druge, jaz se še nekoliko nisem čist upal, sam z orkestrom na oder. Za mladinski festival, na drugem mladinskem festivalu v Ljubljani, to je bil ta prav festival, to je bila kot slovenska popevka, ampak samo big band, Jože Privšek, Gospodarsko razstavišče. In sem poslal 2 skladbi, eno je pel Alfi Nipič, Z Bogom sin, eno je pel Edwin Fliser, Sanska deklica, in z Alfijem smo dobili nagrado Tednika mladine. No, leta 71 sem pa že poslal skladbo Stara mama na mladinski festival, ki je bil pa že v Hali Tivoli, in sem tudi dobil nagrado. In to je šlo pol naprej. Takrat so bili celo 2 izvedbi, moja, pa ta druga je pa zmeraj kakšen band igral. To so pa igrali ansambel Jutro, Zoran Crvenković v tem bandu. Tako da je bilo kar pestro, hitro se je dogajalo. Hitro se je dogajalo in seveda medtem je prišla tudi prva mala plošča, ampak EP z 4 skladbami, potem druga mala plošča Stara mama, na B strani je bila skladba Hej gospodična in to se je potem kotalilo. To sem želel reči, da v začetku 70-ih let ste izdali to uspešnico. Ne vem, če ste se zavedali, da bo res taka uspešnica Stara mama. Ne, to človek težko predvidi, a bo to uspešnica. Če preskočimo mnoga leta, samo za eno, in to sem že velikokrat povedal, samo za eno skladbo sva vedela, da bo uspešnica. In to aranžer Dečo Žgur in producent in jaz kot avtor.
Jamajka. Jamajka, Zato sva pa vedela. ki je dobila leta 1978 Tako. prvo nagrado mednarodne žirije. To pa lahko poveva. Zlate kitare. Ja, ker sem jaz v bistvu tale historijat si kar natančno pogledal. Ja. Pravzaprav sem pa tudi sam slovenske popevke si ogledal takrat kot mladec, tako da se dobro spomnim. To je pa res bilo, ja. Ampak zdaj gremo k stari mami. Prosim, da nam zdaj to pesem zapojete v živo. Spoštovano televizijsko občinstvo, in zdaj zimzelena popevka, stara mama in naš gost Tomaž Domicel. Stara mama, kje si zdaj? Daj povrni se nazaj. Nič je zmerjal te ne bom, priden bom. Saj mislim, da bo res tako. Stara mama, kje si zdaj? Daj povrni se nazaj. Pri nas vse narobe gre, ker te ni. Si pazila vnuke nam, prala si nam hlačice, ribala si nam, bilo je res lepo, vse čisto, bilo je res lepo. Stara mama, kje si zdaj? Daj povrni se nazaj. Bomo dobri vsi s teboj, kakor si. Stara mama, kje si zdaj? Daj povrni se nazaj. Hočemo, da vse bo spet kakor prej. Spet pazila vnuke boš, spet boš prala hlačice, ribala boš spet, vse bo res lepo, vse čisto. Vse bo res lepo. Stara mama, kje si zdaj? Daj povrni se nazaj. Mi obljubimo tako, da ti dali bomo kamen lep na grob. Lep kamen ti na grob, lep kamen ti na grob, lep kamen ti na grob. Gospod Tomaž, nastopili ste na številnih festivalih Slovenska popevka. Prvič na Slovenski popevki 1972. Vaš debi, nekaj besed o vašem debiju. Ja, je bil zelo zanimiv. Takrat sem sodeloval z Tomažem Habetom, ki je danes profesor in komponist na Akademiji za glasbo. Takrat je bil pa še pri Mladih levih, potem je pa začel tudi sam z orkestre pisati in mi je napisal nažmazano skladbo Nič več sam, ki je meni še danes všeč. Je bilo pa zanimivo, da sem takrat pripeljal prvi res rockerski band kot drugo verzijo. Takrat sta bili zmeri dve inačici, najprej slovenski pevec ali pevka, potem pa še tujec. In so prišli iz Nemčije, iz Italije, iz Francije, iz Anglije, iz Irske, so celo z čarterjem prišli. Želim, da poveva, da leta 1972, jaz sem bil takrat prvič kot mladec na Slovenski popevki, se spomnim Dane, ki je takrat zmagala v Dublinu, če se ne motim, na Evroviziji. Prišel je Barry Ryan. Barry Ryan. Ja, nismo pozabili. Zame pa Indeksi. Indeksi in so takrat čisto lepo stvar izvajali. No, to je bil moj debi na Slovenski popevki. In pa ansambl The Sweet je bil tudi leta 1972. No, lahko še kaj malo šimfam. Vse te posnetke. Ja. Leta in leta in leta Slovenske popevke, potem je bil tudi zmeri šov program. Vse so zbrisali.
Na žal. televiziji Slovenije so vse zbrisali, kar je totalna svinjarija in ne samo to, tudi ekonomsko neupravičljivo, ker vse te posnetke bi lahko zdaj prodajali po celem svetu, številnim tudi takim malim televizijam in bi služili ogromne denarje s temi. Ogromne denarje. Ne, to so vse zbrisali, ker je bil takrat en urednik, niti imena ni vreden, da ga omenjam, en klasičen komponist, frustriran, ker je bil njegov oče boljši komponist, ni maral glasbe, res so bili ta široki televizijski magnetni trakovi dragi, ampak se spomnim, ko danes France Popit je imel govor v Kamniški Bistrici in so 3 ure slovenske popevke zbrisali, da so govor Franceta Popita na tisti posnel. In teh posnetkov ni nikjer. Jaz nimam niti enega posnetka. Ne, kako sem pel, danes bo srečen dan. Kaj šele, nič več sam. Nimam posnetka Jamajke zmagovalne, nimam posnetka Avtomat in tako dalje. Pa ne samo jaz. Slovenski narod, slovenska kultura, slovenska dediščina, slovenska nostalgija tega nima. Ljudje, to je taka svinjarija se dogajala, se zdaj ni dosti boljš, ampak je vseeno drugače. Arhiv je neurejen, ampak je. Takrat so pa delali s tem slabše kot svinja z mehom. Se pravi, niso imeli odnosa do arhivskega gradiva. Niso imeli odnosa do popevke kot take, čeprav je bila znotraj tiste hiše. To so bili neki ljudje, moram priznati, niti Slovenc ni bil, ki so si prisvajali nekakšne, ne vem, pravice odločati o tem, kaj to je pravzaprav vredno arhiva, kaj to je glasba in tako naprej. Oprostite, marsikatera skladba, vključno moja, je vredna 10-krat več ali pa 100-krat več ali pa 1000-krat več, tudi finančno, kot marsikatera skladba tako imenovanega šolanega komponista. Če nadaljujeva slovensko popevko, poglejte, Tomaž, izostali ste le na slovenski popevki 1973, 1974 in 1976. Nastopali ste tako rekoč do leta 1983, ko se je slovenska popevka poslovila. Kaj nam lahko še poveste o festivalskih popevkah, nekatere med njimi, ki ste jih zapeli na slovenski popevki, so bile nagrajene, kaj ne? Ja, seveda. Če gremo na konc, potem je bila Hey Mary, bil je tudi celo nagrajen nastop za tisto čudno popevko, že ker sem pel Joj, mami, pankari grejo, potem, kot sem že omenil, Avtomat in te zadeve. Naredil sem tudi precej besedil za druge avtorje, za Ota Pestnerja in tako dalje. Potem je bila pa spet slovenska popevka in sem nastopil na Gradu in sem pel enkrat Življenje se mi spet zapleta, potem sem pel Zakaj ne maram Mozarta, ki je dobila 2 nagradi za besedilo in za aranžma je dobil kolega Milko Lazar. Potem sem nastopil še enkrat skupaj v duetu z prijateljem Srdžanem Marjanovičem iz Beograda, skladbo Kdaj sem te nazadnje vprašal, oziroma po njegovo Ko te pita. In tako naprej. Skratka, stvar funkcionira, ne funkcionira, to je kar nekaj, zdaj ena mal širša, pa niti ne vem koliko reklamirana televizijska predstava. Jaz mislim, da bi morali to naprej furati, že več čas, obuditi na visokem nivoju, tudi povabiti tuje goste. Poglejmo, Sanremo je tudi imel nihanja, ampak to je še zmeri največja in najpomembnejša tovrstna prireditev v Italiji in še daleč naokrog. To bi morali biti, zgovarjajo se zdaj na denar, na personal, ne vem na kaj. To je narobe. In to je spet tam, kjer smo. Takrat so že čudno gledali na celo stvar. Iz ne vem kakšne visoko komponovane linije ali pa celo partijske. Zdaj je pa to kar takole mal, ne? Bi mal po domače delali pa tako naprej. Ne. Radio Televizija Slovenija inštitucija, plačujemo jo vsi, imamo nalogo ustvarjati, tudi v osnovni listini to piše in slovenska popevka kot taka bi morala biti ali v narekovaju tekmovalna oziroma revijska prireditev ali pa saj ena močna retrospektiva. Tako. Je pa ta retrospektiva seveda, hvala Bogu, poletna noč,
vsako leto na Ljubljanskem festivalu, kar je v bistvu zadeva Ljubljanskega festivala. Radio, televizija sodeluje in pride to posnet, ampak to je prireditev Ljubljanskega festivala. Tako je. In hvala Bogu, po 7 letih pogajanj bo letošnja poletna noč, pomišljaj, srečen dan. Torej, Čudovito. vemo, ne? O tej retrospektivi in nostalgiji, o kateri govorimo, bo letos prisotna. Jaz želim, da še govorijo o slovenski popevki. Poglejte, v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja je slovenska popevka zašla v resno krizo. Ja. Zakaj mislite, da se je to zgodilo? Cela spremembe so bile, pa tudi mislim, da je bil takrat en izmed teh razlogov smrt Marija Rijovca. On je bil, ni bil tako znan komponist, pa to, ampak je bil dober producent, izjemno agilen človek, Ištrijan, in on je bil nekje to, skozi, kar se je okoli Marjata. Medtem, ko se ve, za glavne komponiste se ve, Privšek, Sepe, Robežnik, Sos in še kakšen, ampak ta mašina, ta center je bil pa Marijo Rijovec. In ko je on zbolel in umrl, potem so naredili neko pop delavnico in takrat je to zamrlo. Potem pa seveda je prišla še, ni bilo več mednarodna, ni bilo denarja, začel se je ta ribarija med republikami, konec 80-ih, potem razpad, oziroma izhod Slovenije in Hrvaške ven iz Jugofederacije in je to počasi zamrlo. To so bili te razlogi. Velikih je bilo, no? In finančni, in mentalni, in osebni, oziroma personalni, in je to nekoliko zginilo. Jaz sem pa leta 85 šel v Britanijo, na BBC, in me to niti ni več toliko zanimalo. Nisem mogel na tolikih koncih delati. Bova o tem še govorila, ampak dajva se dotakniti zdaj še malo vaše uspešne novinarske kariere. Najprej ste delovali kot zelo uspešen glasbeni novinar pri reviji Stop, kaj ne? Ja, pri reviji Stop sem delal, čeprav najprej sem pa začel pisati en kratek potopis v 3 nadaljevanjih iz leta 67. Ko sem se vrnil prvič iz Anglije, sem pa delal za revijo Antena. In sem bil takrat že na fakulteti, prvoletnik, in sem začel to pisati. Potem so pa prišli tudi na fakulteto, ker so videli, da znam pisati za Stop, za Anteno, in so videli, da sem tudi glasbenik. In me je prišel iskati takratni tehnični urednik Milenko Matanovič, češ, a bi ti tudi mogoče kaj pisal za Stop, ker bomo imeli tudi, ne bo samo za televizijo in radio, ampak tudi za glasbo, rabimo enega, ki je pismen in ki se spozna na glasbo. No, tako se je začel. In sem bil od prve številke, oziroma celo od nulte številke Stopa poleg. Ki je začela izhajati leta 1968. No, vidite, tega se še jaz malo spomnim. Več kot 10 let, to je do leta 1992, pa ste kot novinar delali na BBC-ju v Veliki Britaniji. Se mi zdi, da je 10 let kar dolga doma. Zanima me, o čem ste poročali in nasploh, kako ste doživeli angleški BBC in pogoje dela za novinarsko ustvarjanje. Leta 1983 jesen je bil prvi uradni razpis. Prej so bili nekoliko podtalni razpisi. Se pravi, takrat se je naša politična sfera že malo otoplila in sem se jaz prijavil. To je bilo decembra 1983. Potem je pa trajalo pregovarjanja, dopisovanja, izpiti, preizkušnje in tako dalje, da so mi povedali avgusta 1984, da sem bil drugi najboljši od vseh teh 90-ih, ki smo se prijavili, med njimi nekaj slovečih imen iz novinarskega področja. Prvi je šel Branko Kastelic, ki je še zdaj tam. On je šel avgusta 1984. Jaz sem pa potem dobil dopis, ker so me takrat vprašali, če imam kaj proti, da bi šel pa mogoče malo pozneje, ker so tudi določeni ljudje odhajali v penzijo. Še ko nimam nič proti, no potem so mi napisali, da lahko 1. aprila nastopim službo.
Sem pa napisal, da tole pa glih 1. april ni čisto prav datum, ker jaz sem bil takrat med snemanjem svojega 5. albuma. Kako? In sem vedel, da ga moram zaključiti, preden gremo v London. V Londonu sem ga pa itak miksal. Tako da sem stopil v službo gor 23. aprila 85. Potem sem imel pogodbo za 4 leta pa 3 mesece, potem sem jo še podaljšal na podlagi sprotnik, sem bil tako rekoč samozaposlen z pogodbo na programe, ne na vsakodnevno delo, tako da sem lahko še več časa preživel v Sloveniji oziroma kombiniral z raznimi prevozi in vožnjami. Sem tudi velikokrat vozil v London in nazaj. No, potem sem pa že v Slovenijo prišel, sem pa še dodatno delal, ker tistih 10 let, ki ste jih omenili, je moja delovna doba. Moja delovna doba. Na BBC-ju sem pa delal po moje 7,5, 8, vsega skupaj. Moram prav pogledati, ker imam tudi zadnja 2 prispevka spravljena, in sicer zadnji nastop Rolling Stonesov na stadionu Wembley in pa nastop Jamesa Taylorja v Royal Albert Hall. James Taylor smo 2 dni na razen rojsten dan, letnica ista. Za Stones pa vem, kako sem zaključil ta prispevek. Takrat so že govorili, da je to njihov zadnji koncert. Sem zapisal, da sem ziher, da ni njihov zadnji koncert, da pa je sigurno zadnji koncert na stadionu Wembley, kakršnega poznamo in se spomnimo. No, in to je bilo pa so stadion, ne vem, da je Rasuli naredil tisti čuden polkrog nad njim. Jaz mislim, da morali tiste 2 značilna stebra obdržati. Ampak to so druge zgodbe. Ja, tako je bilo. Jaz sem najedel izpitne, anonimno, številka 17 sem bil. Čeprav se je pol govoril, seveda, da sem po raznih zvezah dobil to delovno mesto. So bili presenečeni, nekateri kolegi. Praktično so se, jaz vem, kako so se počutili. Kot da bi bilo tam razpis za mesto glasbenega urednika, pa se je en novinar iz zunanje politične redakcije javil, pa bi on to dobil. Imamo pa tak primer na nacionalni televiziji. Glasbeni urednik je bivši vojni dopisnik. Ampak recimo, to so zdaj zadeve. Je pa tako, da so res bili, nekateri so bili zelo zlobni. Zelo zlobni in sem rekel, da bi mogoče poslušali, kaj delam. Spremljali to, pa potem dajte svoje komentarje. Jaz mislim, da so že prošnje tako arogantno slabo ali pa tako arogantno dobro napisali. Da so bili oni gor na BBC-ju, ki so res bili zoprni tele, ampak strogi. Ne, da bi mu kdo kaj proti komu, se smo itak bili anonimni. Da so videli, tole je pa predober napisan. Tole je pa taka angleščina, da en Slovenc ne more znati. Ali pa, kva pa ta misli, da še ni toliko se ni pomatral, da bi dobro prošlo napisal. Pa je bil seveda še preizkus mikrofonskega glasu, potem prevajanja na brzino, si imel 20 minut časa, si imel ne vem koliko prispevkov in pa še en lasten komentar. Bodi si iz področja politike, kulture, česarkoli. No, jaz sem pa takrat naredil prispevek o razstavi male plastike gospoda kiparja Bolke, ker sem slučajno se spomnil, da je njegov kipec, tale zlata kitara. No, in sem lepo tja prišel brez kakršnih koli zvez in kar je pri nas še vedno, se mi zdi toliko bolj, že do najvišjega vrha. Navada na BBC-ju pa glih ni. Ni, ja. Skratka, saj ni bilo, zdaj se pa že dogaja, marsikaj tudi tam. Zanimiva življenjska izkušnja. Ampak pomemben je tudi vaš ustvarjalni prevajalski opus. Iz angleščine ste prevedli več knjig, v slovenščino pa me zanima, za katere knjige je šlo. Prosim, če jih naštejete. Sem jih mislil sabo prinesti, ampak je toliko druge robe, knjige so pa še večje in težke. So plošče. Bila je najprej knjiga od Woodyja Guthrieja, njegova autobiografija Bound for Glory, jaz sem prevod naredil pravilen, zapisan slavi, ne pot k slavi, to je nekaj drugega. Potem seveda njegov učenec oziroma vzornik mu je bil Bob Dylan, kjer sem dopisal čez 20 strani, ker je bila biografija že stara, Dylan pa stalno ustvarja še dan danes, kaj šele takrat. Potem seveda dvojno biografijo oziroma knjigo, ki so jo razdelili v 2 dela o Beatlih. Hunter Davis, avtorizirana biografija, zelo dobra.
Potem pa še prvi in drugi del biografije o Elvisu Presleyju, ki jo je napisal Jerry Hopkins, ki zdaj živi na Tajlandu in smo malo bili v navezi, da bi te dve knjigi združili, naredili eno luksuzno izdajo in bi zdaj ob obletnicah Elvisa to prodajali, sam pri nas ni pravega posluha. Pa nič, ne. No, to so knjige, sem pa prevedel še en glasbeni strip, pa eno špijonsko knjigo sem prevajal v nadaljevanjih še za revijo Telex. In tako naprej. Tiste je bilo bolj, bi rekel, po domače rečeno tezgarjenje. Nisem tako ponosen, ker so na te glasbene knjige, ki so itak tudi številnim ljudem, še zdaj me sprašujejo, kje bi to dobil, ker večinoma so iz knjižnic izginile, so izgubljene. Lahko kakšno še kje najdeš, mogoče na Bauhi ali pa kaj. V knjižnicah so pa zelo redek primerek. V 90-ih letih prejšnjega stoletja ste imeli tudi svoje podjetje in svojo prodajalno plošč. Ja, in založbo, ja. Ja, nekaj besed še o tem. Ja, Dots Records, to je bila takrat možnost. Jaz sem bil prvi v Jugoslaviji celo, ki sem dobil kot zasebnik eno tujo licenco oziroma distribucijsko pogodbo. To je bilo na začetku CBS, CBS oziroma naprej Sony Music. In tukaj sem imel veliko srečo. Tukaj pa so mi mečke, ne rekel zveze, ampak izkušnje z BBC-ja pomagale. Tudi zato sem verjetno dobil, ker sem imel neke reference. In ti Američani so bili kar strogi, njihova podružnica tudi v Londonu. No, najprej sem začel delati kot licenčni urednik, honorarno na založbi plošč in kaset Radio Televizija Slovenija. Potem sem pa to preselil v svojo firmo in založbo, nekateri so mi to zamerili, ne bom povedal, kako je do tega prišlo, ker bi res gledali, da samo upravljam, šimfam in zmerjam, ampak jaz sem delal dober posel. In potem so se itak velike korporacije začele združevati in natanko vem, kje je bilo, ko je prišel glavni šef takrat iz Londona, bili smo na koncertu Siddharte na Bežigrajskem stadionu in smo se dogovorili, da bomo mi pa že prej to naredili, ker so pol korporacije BMG iz Nemčije, Amerike in pa Sony, se pravi iz Amerike pa Japonske, pozneje naredili. Tako da sem jaz svoj delež dal kolegu, prijatelju Boštjanu iz založbe Menard, iz založbe Menard, iz založbe Menard in je bilo vse urejeno. Trgovino kot tako sem prepustil še enemu kolegu, to je Goran Lisica Fox iz založbi oziroma trgovini Dallas. No, jaz sem se pa potem lotil samostojnega in razbremenjenega življenja in pred 12 dobrimi leti zaprl vse skupaj in sem vam prav fino. Želim, da nekaj poveva še v nadaljevanju najnega pogovora. Bili ste tudi predsednik Združenja Sazas. To pa je bila pomembna funkcija, kaj ne? Zelo pomembna in če bi jo kolegi jemali tako, kot je treba, bi bil Sazas danes ena najmočnejših in najbolj cenjenih organizacij v Sloveniji, tudi finančno bi bilo vse drugače, kot je. So sledili mojim smernicam, jaz sem dobil takrat 100% podporo, potem so se pa začele te male, velike, srednje ribarije, celo razne prijave, zaslišanja, natolcevanja in mi je to zelo škodovalo, moram priznati, čeprav ni bilo nič na tem, se to vemo, kako se v Sloveniji dogaja, ni bilo zastaranja, ker sploh ničesar ni bilo. To so bili lažnive prijave, žal ali pa hvala Bogu moram povedati, da dva izmed teh, ki so udeleženi pri tem, sta že mrtva. Oba mlajša od mene. Pa nisem nič privošljiv, ampak je pač škoda, da ne morem imen navajati. Zadeva je se razvila v čudno smer, jaz sem hotel zelo prevetriti vse skupaj, verjetno sem začel preveč na širok, narediti iz tega ali podjetje, kar bi bilo možno, ali celo zadrugo, kot jo imajo na primer Avstrijci. Mal sem tudi znance še odprej v Britaniji, kako se to dela. Ne, hotel so, da je vse v parih mesecih narejen, bo že domicil tu zrihtu, za skaj pa je zdaj denar, oprostite, to so dolgoročne zadeve. In so sledili mojim smernicam, samo mene ni bilo več. Jaz sem po 10 mesecih
demonstrativno zapustil to združbo. In potem tisti, ki so zraven, tisti, ki vejo za celo zgodbo, to razumejo, večina pa ne. Samo povedal bi, da pač so taki predpisi, so take navade že stoletje, da je treba avtorske pravice plačevati. Tako. In kakorkoli že, jaz sem tudi hotel recimo uvesti nalepke, da tu mi podpiramo slovensko glasbo, plačujemo prispevke in tako naprej. Zdaj se pa kregajo že spet, pa izsiljujejo, pa tožarijo, pa še ena agencija je IPF, to je pa za izvajalce, ne za avtorje. To bi se dalo vse lepo zrihtati, dobesedno, če bi me poslušali, ali če bi mi hoteli poslušati, ali pa če bi sledili mojim smernicam do konca pošteno. Ne pa kva spet ta misli, da je. Jaz nič ne mislim, kaj sem. Jaz vem, kaj sem. In iz teh dveh oddaj, ki jih imamo tukaj, je tudi mogoče kar razumljivo. Greva k glasbi. Ste Ejmo. zato, da nam nekaj ponovno zaigrate. Slišali bomo dve uspešnici, veliki uspešnici. Prva je Kamionar in pesem Ko se zjutraj zbudiš. Žena, jutr imam furo spet, tako mi ni nič več lušten živet. Vozil sem že večkrat cel svet, jaz nočem za volanom umret. Otroci moji, dobro se majte vsi, men se na furo spet mudi. Vozil dolge bom vse noči, dokler se pred njimi nač megli. Kuvajt, Jordanija, Finska in Sirija, Irak, Iran in Pakistan. Mercedes, Rabat ima, Volvo in Mac in On, Scania in Magirus in tam. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz rad umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pa rad umrl bi doma. Žena, jutr imam furo spet, ko mi ni nič več lušten žvet. Na vozu sem že večkrat cel svet, jaz nočem za volanom umret. Otroci moji, dobro se majte vsi, men se na furo spet mudi. Vozil dolge bom vse noči, dokler se pred očmi mi nas megli. Kuvajt, Jordanija, Finska in Sirija, Irak, Iran in Pakistan. Mercedes, Rabat ima, Volvo in Mac in On, Scania in Magirus in tam. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz rad umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pa rad umrl bi doma. Kamion je moj edini dom in postelja, jaz pa rad umrl bi doma. Nisem verjel, ko govoril,
razumi, da ima jutro drugačne oči. In ni daš dan, ko iskal bom pogum, da lahko bi že zvečer ideal. Ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj, čisto potiho odidi. Tvoja usta so suha in tuja si mi, ko se zjutraj zbudiš. Videl sem damo, ki sama sledi, pustil sem družbo, pridružil se ji. Oblekla je plašč in šla sva domov, bal sem se, da nje morda bom dejal. Ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj, čisto potiho odidi. Tvoja usta so suha in tuja si mi, ko se zjutraj zbudiš. Vprašala me je, kaj z menoj se godi, ko me učila je mnoge stvari. Prepolna bila je učenih besed, le kako bi sploh lahko ideal. Ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj, čisto potiho odidi. Tvoja usta so suha in tuja si mi, ko se zjutraj zbudiš. Dan je bil kratek kot vsak zimski dan, v temi poljubil uvelo sem dan. Poklical sem taksi in dal ji denar, in na koncu ji taksist je dejal: ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj, čisto potiho odidi. Tvoja usta so suha in tuja si mi, ko se zjutraj zbudiš. Ko se zjutraj zbudiš, vzemi šminko s seboj, čisto potiho odidi. Tvoja usta so suha in tuja si mi, ko se zjutraj zbudiš. Ko se zjutraj zbudiš. Spoštovano televizijsko občinstvo, končali smo drugi del oddaje Nostalgija s Tomažem Domiceljem, glasbenikom, kantavtorjem in ikono slovenske zabavne glasbe. K spremljanju tretjega dela oddaje vas povabim danes teden ob enakem času. Prijazno vas pozdravljam.